Nogomet ni samo igra, je strast, so emocije, so zgodbe. Z Majkom jih bomo odkrivali. A je bilo kdaj v tvoji karieri prišlo do tega, da bi lahko, ali pa da si bil blizu temu, da bi nehal z nogometom? Ne, nikoli. Se pravi, ta ljubezen je še zmeraj tako močna, da... Nikoli nisem razmišljal. Edino je bilo težko preklopiti, se prav spomnim, ko sem prišel nazaj iz Tajske, kaj zdaj, imel sem neke ponudbe tle iz prve lige, takrat itak je bila že prisotna družina in zdaj, da bi jaz družino zdaj selil, ne vem kam, tja spet, sem rekel, ne, se bom ustavil. Spil še šel v Italiji, tle v sosednji ligi, zraven Kobarida, tam sem še probal 1 leto, mi je bilo super vse, pole sem si rekel, ne bom, dost. Ne bom več tega profesionalizma, več furo naprej, ker ni smisla, imam družino, treba zdaj, pa tudi ustalil sem se, veš, mogel sem se ustaliti, pa hišo začeti rihtati eno, pa pol še drugo in pole, sem rekel, ne, dost. Konc, bom doma s familijo, čim več časa z njimi, kaj itak, s konca oncev, jaz sem bil 20 let, sem bil non-stop zunaj, ne. In tudi tole, s punco, mislim, zdaj z žena, nisva imela nekega plana, mi sva iz danes na jutri vse planirala, ne. In zdaj lahko končno nekaj planirava, še posebej zdaj, kaj je prišel še drugi naraščaj, tako da se moram več posvetiti družini, kaj sem se veš, popoldanc, cel cajt, popoldanc, skoraj mi nič ni bilo doma, ne. In to itak ni bilo fajn, ne. In zdaj vem, kaj sem doma, kakšenkrat ženo, pa z otroci, vidiš, koliko dejansko ti to pomeni. Še to te bom vprašal, kaj s čim se pol zdaj ukvarjaš, poleg nogometa, kaj vem, da se. Ja, turizem še, ne? Ja. Turizem. Pač žena, imamo hišo, apartmaje, oddajava, oziroma jaz bom rekel tako, ona je glava tele hiše, ona to štima vse tipi-topi, jaz sem bom rekel, hišnik. Evo ga, tako, jaz sem nek hišnik, če ona me rabi, jaz, ne vem, nekaj poštimam, skupaj pospravljava in vse ostalo je ona. Ona je tle in moram reči kapo dol, poštimala vse. Kaj drži 3 vogale hiše? Tako, bravo, ona je tle. Jaz sem hišnik, kar je treba, ne vem, kaj pokitati, začarafati, popraviti, tle sem pa jaz. Jaz te bom zdaj predstavil, čeprav so naredila, kar je tak dolg uvod, ne? Najprej hvala, ka si prišel. Res, ti si prihajaš iz enega nogometnega mesta, kjer izhajajo številni nogometaši znani. Drugač pa zelo eden najmlajših kapetanov pri Gorici, če so moji veri pravilni. Potem pa nepopustljivi vojak zelenih, ki je tako kot že marsikjer gost pred tabo šel čez vse možne vzpone in pace, oziroma vse možnosti to doživel. Bil zraven pa v bistvu in pri tistem zgodovinskem naslovu in potem še 2 leti kasneje pri tisti dvojni kroni z Bišćanoma, ne? Potem pa odhod v, tako ga si prej omenil, nekam v daljno državo, Tajsko. Ko 4 leta si bil tam? 3, 4? 5, skoraj 5, ja. 5? Ja. Pozim sem šel, se mi zdi. Ja, pozim je bilo. In potem si se, tako kot si rekel, malo vrnil prek meje mečke nogometa, zdaj pa v umereno življenje, še zmeraj z nogometom, v enih najlepših krajev v Sloveniji, če se mene vpraša. Hvala. Kje naj ne začnem? Ja, prihajam Šempetra, kako si rekel. Ne vem, kaj ima to... Kamo te vitam? Ne vem, da se te povedal. Čakaj, ne vem, če sem spomnil kdo je bil iz tam? Ja. Bersa? Matavž? Zajc. Azeko, ja. Ja, polno nogometašov, po mojem par jih še ne poznaš. Se mi zdi, da je še tle. A Velikonja nisi tam? Velikonja je bil, ampak potem se mi zdi, da se je preselil v
Gorico, tako je, ja. Se pravi, on je tudi tam. Ja. Se mi zdi na začetku, potem... Pa še distributer, ki ste vi imeli drese, Verma, je bil tudi iz Šempetra. Ne vem, Verma, ždaj to bilo. To so še pol bivši nogometaši Gorice, pač pol so bili še, se mi zdi, Goran Cvjanović Šempetra, brata Kovačević, če se ne motim, Mitja Pirih je tudi Šempetra, pač bivši vratar Gorice. Ja, nekaj je v tem v zraku, ne vem, pojma nimam, kaj je tam v zraku, ampak fajn, ne, slišati, da je eno tako malo mesto dalo toliko nogometašov. Ne. Ti si potem šel v Gorico, ne? Ja, jaz sem kar dokaj pozno začel. V bistvu, tako se je začelo. Tata od Mihe Zajca je bil učitelj, se mi zdi, ali je kaj je bilo, ali je imel nek krožek na naši šoli, osnovna šola Šempeter, Ivana Roba. In jaz sem takrat še neki košarko igral in še fuzbal zraven, ne. In me je povabil, sem prišel tja na ta krožek, je videl, je rekel, daj pridi, pač si zanimiv. Jaz sem bil tako 5., 4. razred, ne vem, kaj je bila fora. In sem rekel, ajde, grem. Sam takrat je bila lih fora, jaz sem nekaj še igral basket in sem hodil v Gorico na košarko in on me je povabil v Bilje, ne. Takrat so bile takrat v mojem času so bile ful močne, ne. So imeli Birso, Matavža in vse te fante okoliške. In potem je rekel, tata, daj boljši, pejdi v Gorico, ker tudi pač je v službi v Gorici, boš imel tam basket, fuzbal in potem se boš odločil, da ne boš li hodil na eno in pač na basket in na fuzbal, ker ti bo preveč, ne. In potem sem imel takrat paralelko enega kolega, ki je bil pač tudi soigralec na Gorici, je rekel, lej, v Šempetru imamo lih v dvorani treninga Gorica. Prideš? Sem rekel, ajde, pridem. In sem se lepo odpravil na trening. In trener, takrat bil prvi trener, je bil Darko Krump, je rekel, a bi se upisal? Potem sem rekel, ja, in pol sem povedal tato, da bi rad pot spremenil, da bi šel rad v fuzbal, da bi pustil basket in evo ga, potem se je začela moja zgodba, ne vem, 4., 5. razred. Se pravi, pa je bilo blizu ali Olimpija ali pa Liga NBA ali kaj? Ne. Se veš, v danes basketu mora biti vsaj 2 metra. Pa neki mislim, moraš znati, znaš. Pa dobro, se za basket si bil dosti visok. Ma ja, samo, se veš. Mislim, si dosti visok. Še zmeri premajhen. In pol tako je. Mi je bilo pa tudi težko pol, ker sem pač tako, sem se tudi s fanti razumel tam v košarki, sem šel do trenera, sem rekel, lejte, še zmeri je nogomet, ne, zato, ker sem tudi jaz celo otroštvo, mi blokovci, ne, mi smo preživeli pred blokom, to je bila samo fuzbal, od ponedeljka do nedelja, vsak dan, in itak, ne. Ljubezen premaga, ne, vse, od nogometa, ne. Kaj se je tebi zdel, da je bila večja vloga? Meni se je zdel, da si bil ti zmeri tak zelo velik borc. Tudi spomnim se te pri Olimpiji, to je bilo napolno. Če je bilo treba za to nogometno pot, da je bil talent ali da je bilo tvoje trdo delo? Kaj bi ti rekel zase? Jaz iz mojega vidika, kar se tiče mene, je bilo trdo delo, ja. In pa učenje, zelo. Meni je bilo, jaz vem, kdaj sem zrastel, ker sem na začetku sem bil, nisem imel rad kritike in to me je ubijalo, ne. Pa če mi je kdo kakšno kritiko dal, sem rekel, A ti je to tolkalo, kaj? Ja, pač se veš, danes fantje ne znajo sprejeti kritike. Pole sem rekel, ker sem videl, da sem bil v Olimpiji, ne vem, po 1. ali 2. letu, nisem skoraj nič igral, meni ni bilo niti zraven, pač nisem bil ta pravi, ne. In potem sem rekel, lej, bom mogel sprejeti vsako kritiko, bom mogel pač delati na temu in ko sem videl, ko sem znal sprejeti kritiko, sem tudi jaz rastel. In potem zadnje 2 leti skozi Olimpijo, tudi s pritiskom, ki je bil večji, sem jaz tudi rastel. In to moram reči, da mi je Olimpija potem tudi dala. S tem pritiskom sem tudi jaz rastel v psihi in tako, kar se tiče fokusa in na igrišču. Ne. In potem se mi zdi, da so to tudi navijači videli, ker na začetku iskreno, jaz ne vem, če sem bil neki, ne bom rekel zdaj priljubljen, ne. Nisem bil zdaj jaz nisem tak tip, da sem se izpostavljal, nikoli bil. Jaz sem bil, pač samo za ekipo sem delal in potem so videli, da pač trudom, da se da nekaj narediti, ne. In po mojem tudi tole sem si rekel, lej,
deli, trdo deli, jaz tudi pravim to, če delaš dobro, se ti vrne dobro. In to sem tudi pol imel v glavi, sem delal in jaz pravim še dan danes, nagrada je bila pol Tajska. Ja, ker se je v bistvu te kritike, če jih znaš pravilno usmeriti, so lahko pol tudi tako ja. motivacijske. Ne? Tako, evo ga. Jaz sem bil na začetku, priznam, in ni sram povedati. Jaz sem prišel iz neke Gorice je še zmeri za slovenske razmere. Ja, sem Takrat je bilo, zdaj pač je, zdaj pač, kar se dogaja, nimaš kaj. Sem prišel, tam ni bilo pritiska. Tam je bilo, pač si odigral, se probo čim prej prodati v tujino. Zato, ker Gorica je bila takrat v tistih časih, je bil idealen klub za prodajati igralce. Ne? In pol, nažalost, vse veste, finančne težave. In težko je, ko si ti mlad, ne vem, 20-21 let, da ne dobiš denarja. In to meni ni bilo všeč in pa sem rekel, to treba nekaj delati na tem. In potem sem še takrat nekega menedžerja, dejansko je bilo še nekaj v igri, samo nekaj Belgijo, nisem bil še po mojem pripravljen. In potem je prišla Olimpija na vrata, sem prišel takrat in da se vrnem nazaj, ko sem prišel jaz pol v Olimpijo, ne, jaz sem takrat, na začetku, bila prva sezona, je bilo še ok, solidno, potem sem začel brati te komentarje, to me je, nisem mogel verjeti, da lahko kdo napiše, da ti je slabo, ne. Pač mene, priznam, me je dotoklo, pole sem tole, čez leta, sem prebral, mi je bilo smešno, sem rekel, wow. In še dan danes, ko še enkrat pomislim, srečeš, a je možno, da te en komentar od enega, kaj ne vem, nekaj napiše, pač kaj hoče dobro klubu, hoče dobro, ne vem kaj, da te je dotoklo, sem rekel, ne. In zdaj mi je pač, takrat mi je bilo pol vseeno in jaz sem pole tudi s tem rastel in mi je, moram reči, da še dobro, da se je to zgodilo, da sem prišel pol na ta nivo, ne. Ja, tukaj so velika pričakovanja zmeraj, ne? Sej to. In ljudje tukaj hočejo, da je Olimpija, vse, kar ni prvo mesto, je premalo. Tako, vem, sem doživel, vem, kako je. Bili smo prvaki, takoj, ko smo mi, se prav spomnim, Evropo keksali, ti si bil najslabši, to je bilo, mi smo bili najslabši. In to sem vse doživel. Potem pa spet Jovo na novo, spet dobri, spet Evropa, spet si najslabši. Ampak tako je, tle nisi zmagal ene tekme, dveh tekem, je bila po domače povedano frka, ne? Ja. Frka je bila zmeri. In to je dobro, če si ti pod nekim pritiskom, non-stop ti rasteš, ekipa raste, pač ekipa se poveže, klub se poveže, navijači se povežejo s tabo in vse. In se vidi, se čuti pol atmosfera, ne? Če pa tebi je vseeno, vse veš, kaj se pa zgodi. Ni nič od nič, ni ne rezultatov, ni atmosfere, vse pade dol. Ja. In bilo je takrat, ko smo bili, ne vem, 7, takrat je bilo, katastrofa, ne. Tisto je bilo slabo, ne. Tisto je bilo, so navijači borili proti igralcem, proti takrat prejšnjemu predsedniku in ni bila lepa, ne. Ni bila lepa, ne. A ti veš, z malce bom nazaj vrnil, ne? A ti veš, da je bil tvoj prvi stik z Olimpijo? Se spomniš tekme? Ja, v Brdih. Ja. V Brdih sem dobil rdeč karton, ne? Ja. Sem vedel, da boš to rekel. Ampak nezaslužen rdeč karton. Sem dobil, ga se vrlo spomnim, smo igrali, takrat je bila Olimpija se vračala in itak. Olimpija vsakič, ko je prišla v kakšno gostovanje, to je bil praznik. To je bil dogodek, praznik, to so gradili kletke za Dragonsa, jaz nisem mogel verjeti, jaz se vrlo spomnim, sem rekel, what, pridejo Olimpija z Dragonsi, in smo igrali v Brdih in se prav spomnim, kjera ekipa, zdaj točno ne vem, kjera ekipa je bila, ampak se spomnim, Mira Pavlin, Karič. Karič nam je gol dal. Karič nam je dal tle na Žaku, ko smo igrali, kakšen gol z prostega strela. To ne vidiš vsak dan, to je wow, kapo dol, ampak se vidi kvaliteta, ne, dal je nekaj v življenju. Ja, in takrat smo nekaj igrali, faul sem naredil, ne vem, tako, sodnik me je direktno izključil in potem je bilo 0-2 za njih takrat. Ja. Rezultata nimam, no. Ne, jaz se spomnim, je bilo 2-0 za njih, se spomnim. Takrat sem bil še, kako je bilo že takrat? Takrat ni bilo posoj, so bile dvojne registracije še. Aha, ok. Takrat so bile dvojne registracije. Ti si bil član Gorice, ne, ampak si bil za Brda. Tam je bil pa kaj? A je bil trener oče od Zajkota? Ja, bravo, ja. On njegov tata je bil trener, ja. Ampak ti si lahko takrat, ko si igral za, ne vem, dvojna registracija bila, ti si lahko igral za, jaz takrat so bila Brda, Goriška Brda, če slučajno je, ne vem, trener, takrat je bil Darko Milanič v Gorici,
moje prvo leto Gorice. Če me je rabil v ekipi, si komot lahko igral še za prvo člansko ekipo Gorice. Aha, tako je Ni bilo bilo to. zdaj ono, da greš Da si stroga- da je stroga posoja. Si lahko, tako je. Tako je. Češ ne si kje uberal tam. Ne, vino pa smo pili. Ja. Vino. Evo ga, tudi ja, to ti priporočam. Če imaš, Ne, vse sem bil tam. Evo Je, ga. to so še eni lepi konci. Tako, pa bravo. vin tam, Tako. pa še tam je polno v njih. Polno. Kaj si velik ljubitelj vin? zelo je. Ja. Zelo. Bil sem Bel še ali večji, rdeč? vseeno. Pač, Sam da je. sam da je. Sam da je. Bil sem še večji, ko sem bil tle na Olimpiji, ker sem bil nek distributer za vina tle, nam fantom, ja. In zdaj je pa tako, no. Rad popijem kozarc vina, ne priznam, ampak v družbi, ne. Ja, seveda. In, Pa kakšna dobra papica zraven. tako, ja, tako. In, ja, vino je, pravim, nekaj najboljše. Ja, ja. In vino veritas, ali kaj, to so že Rimljani rekli. Jaz imam ene par statističnih podatkov za Olimpijo, veš. To je meni dragi prijatelj Opta, ko se ga pol vsi malo bojite, ko gremo v kviz odkrivati, kaj je sestavo. Ja, tudi to te še čaka. Ja, veš. sej, opta je, Marija. Ja, matematike, ne? Ja, sej, me je malo strah, priznam. A veš, kje je bila tvoja prva tekma z Olimpijo? Jaz sploh ne vem, če znam to prav izgovoriti. Uradna ali neuradna? Uradna. Pač prv nastop, pač Ja. da je bil uraden. Ja, Tuji so bili. ja Evropska. zdaj, Sam ne znam izgovoriti tega. Luksemburg. Jenes Eš, ali kva so že bili? Jenes Eš, ali kva so že bili? ja, Luksemburg. Ja. Tle doma v Stožicah, ne? 3-0. Ja. Ko smo se kar nekaj časa dali z njimi in pol takrat je bil Đorđe Ivilja, se mi zdi, da je dal ene 2 gola proti koncu tekme in pol je se mi zdi odprlo. A je bilo 2-0 ali 3-0, zdaj se ne morem spomniti. Ja, da. Jo, rok to bilo. Ja, vem, ja. kje Se mi Opta? boš lahko še kje učiti. Ne. Tekem, veš, koliko imaš? Tako na pol okroglo imaš. Ja, 150. Ja. To vem. To imam še dan danes doma v hiši. Dres? Tole. Kaj imam? A ja, za spomin so mi dali takrat, ko sem šel. Dres. Dres 150. pa Plaketo. plaketo se mi zdi, da je. Koliko golov si dal? Ujoj. 7 ali 8. Kjer gost si? Prosim? Kateri gost podcasta si? 8. 8 golov, evo ga. Evo ga. A veš, da Olimpija nikoli ni izgubila, če zdal ti gol? Ja, hvala. 7 zmag, 1 remi. Pod mojim igranjem. Ja, če si dal ti gol, Aha. si je bilo 7 zmag in 1 remi. No, okay. In isto imaš razmerje golov z glavo pa nogo. Z nogo vem, da sem dal samo enega in to je bilo proti Ankaranu. To prav spomnim. To je edini gol po mojem življenju tle v Olimpiji. 7krat pa tako. Pa tako je. Veš, moja glava je bila magnet za žogo. Ne? Pa, če imam jaz zdaj prav podatke, si igralec tretji na lestvici z največ odigranimi derbi. Kosič pa Pejković sta pred tabo. In potem sem jaz. Ja, Zanimivo, nisem vedel res. kartoni, Ne, ne vem iskreno. 2 rdeča, 23 rumenih. Ja, se mi zdi, da tista 2 rdeča sta bila v eni sezoni, ne? Možda tega nimam napisano, ampak a ja, se spomniš? In to 2krat proti Mariboru. In to tam v Mariboru, se mi zdi. A tam gore. Ja, se prav spomnim. Enkrat sem odlomil Tavarša, enkrat sem mislil, da sem Cvijota, ne vem, ko je, ali Mejača, ne vem. Ja, le. Kako ti je zdaj, ko si... Kdaj si bil na zadnjo v Stožcah? Zdaj se bom lahko tudi zlagal. A sej približno. 4-5 let nazaj, ja. 4-5 let nazaj. Derbi sem prišel gledat. En derbi sem prišel gledat, ne vem, s kom sem se dobil. In tako, fajn. Zdaj se pravim, že, ko si me takrat klical za ta povabilo, ne, joj, sem rekel, kaj ima zdaj jaz tam delo.
In potem sem šel za nazaj, sem poslušal Tonija, poslušal sem Mato in so mi kar filmi vrteli za nazaj. A veš, da mi je kar prišlo vse. Sem šel mu tam malo vozičkat, ne, sem dal podcast in tako 2 uri cel cajt. Sem rekel, oh my god, je možno, da se to zgodilo tle. Sem rekel, wow. Evo, Ja, ti si bil v tem obdobju, ja. kaj je že in Džafo, in Mata, in Toni, to so vsi se govorili, kakšne... Ja. Kaj je tebi najbolj ostalo v spominu? Ja, Velenje. Velenje. To je, jaz se prav spomnim, lih un dan, kaj si, ne vem, s Tonijem nekaj si govoril, nekaj popravil, tisti ritual od Vanolija, se prav spomnim. Mi smo šli na tekmo, že tle je bil sprejem, ne vem, kakšen, a smo se kje dobili, tle smo bili na Stožicah, pustili avte, smrtna tišina v busu, vsak svoje slušalke, muzika. No vem, vsake toliko je kdo kaj povedal, a smo imeli še celo kosilo v Avstriji, ne vem, takrat. Vozili in si gledal po avtocesti, to so bile kolone. To so me zastave veni, do Velenja. In ni tako, ko greš ven iz, ne vem, kam moraš iti ven, kako je na vas, kako je že, ma se nima veze, polka do Velenja imaš tiste ovinke, ne, in to je. In pol je vprašal, ne vem, kdo je bil PR takrat, ali je bil tehnični vodja, rekel, se ostavimo na Petrolu. Ja, se ostavimo na Petrolu, kakšno kavico popijemo, ono tretje, ma kija. Si prišel na Petrol, to je bilo, zelen Petrol je bil, nisi mogel. In Vanol je imel vse rekel Toni, je imel nek ritual, da je mogel iti kakati, pretekmo je mogel ne vem kaj. In smo ga čakali, ne. Smo rekli, ajde, gremo. Pa si prišel na stadion, se je prav čutilo, ne, ona, ne znam ti razložiti. Ja, pričakovanje je bilo, ne? Pač pričakovanje in vse. Težko je odpisati z besedami. Si prišel na ogrevanje, stari moj je že puhan stadion. Enega navijača od Velenja ni bilo, to so mi naši. Jaz sem si rekel v glavi, mama mi je, da mi to slučajno ne zaje. Mama mi je, da mi ne zaje. Ker mi smo pač takrat z Mariborom doma zgubili in pol cel je zmagali zunije in pol tle je bilo seveda, ne. Ja, tle se je obračalo. Tako, vse je kontra šlo, vse je šlo na nam na roke. In ono, ne smemo. In itak. Pač tekma ni bila za gledati, ne. Tekma je bila... Ja, vsi so bili tudi pogoji, kaj si... Pa drž je bil, če se ne moti, drž, pač ni bila tekma je bila samo za zmagati. Rudar je pa tudi bil, se je dosti zaprl, ne? Ja, si dosti zaprl, se veš, njim se ni šlo za nič, nam se je šlo, oni so bili tako malo tudi, po mojem, ko so videli na tribuni, koliko je naših navijačev, so rekli, ops, ne smemo tle se zaganjati. In evo ga, una zadnja minuta, krona, majstersko, tudi, in pa je bilo rajanje. To je nekaj najboljše. Se ne hecam. Nikoli nisem si mislil, da bom doživel nekaj tazga, še posebej za klub, ki ni 20 let dvignil titule. In da si ti del tega, šele zdaj, ki sem prej govoril, ki sem vozečko, sem se rekel, wow, kaj se mi je zgodilo. In že takrat, to je bil eden najboljših občutkov v lifeu. Res. Tako je, wow. Zdaj sem čakal, mi boš učitel. Ne bom ti rekel, ne, zato, ker sem ti že v zadnji, da te noš še tle. Sem bil začuden, ker si rekel, da ti nisi mogel biti na tekmi. Sem rekel, ups, ajde, naj ti bo. Ja, sam sem pa doživljal, veš, še zmer. Sej smo se. To je bilo polhen emocije, veš, poslega. Polhen je bilo. Sam do tega, ne, da ste pa prišli, da je bila pa tudi trnova pot, bi se rekel, no? Ja, je bila, ja. Tista sezona, zdaj govoriva, ista, ne? Mislim, ne vem, vse je ves ta obdobje, ko si bil ti, pa do te sezone, ko ste bili prvaki, meni se je zdelo, da to je bil totalen roller coaster vseh zadev, ne? To je bilo up, down, pa zelo nizko dol, pa že malo gor, pa... Ja, pa čisto... Kaj ti je takrat najbolj ostalo? Mislim, pred tem... Ja, jaz takrat sem prišel na Olimpijo, se prav spomnim. Tisto prvo leto je bilo tako, še okej, dokaj dobro. Smo končali drugi. Pač jaz takrat nisem niti vedel, sem bil mlad, neizkušen. Je bil cilj prvaka, ne. Ampak polk zdaj obrneš film nazaj. Težko, nemogoče. Maribor je bil res premočen. Pač... Ja, pa finančno je bil močen, ne? Tle ne moremo... Tle se ne moremo, pač, oni so bili res premočni, oni so bili tudi bolj kvalitetni, oni so imeli večji kader, mi smo imeli takrat, ne vem, mogoče 10-11 igralcev, ne. Pa tudi, ko si rekel sam, finančno so bili bolj močnejši kot mi, ne. Mi smo imeli, ne vem, konec koncev danes denar igra veliko vlogo v nogometu, ne. In potem drugo leto, kako je bilo,
smo začeli dobro, a je bila Žilina doma, se mi zdi, Evropa. Mi njih dobimo, 3-1 se mi zdi. In potem pa danes gubimo 2-0. In takrat se mi zdi, da je šlo tista sezona, da je šla zmerile bolj dol. Že prvo leto, ko sem prišel, pa se pardon, ko se malo, pa se mi filmi prihajajo nazaj, ne, se prav spomnim, jaz sem prišel tisto prvo leto, smo, kako je že bilo, v Evropi začeli s temi, z Luksemburgom, potem Tromso nas je vrgel ven in pol v prvenstvu smo mi nekaj kiksali, takoj na začetku. Ne vem, kaj je bilo, v Aluminiji je bil, se mi zdi, una prelomnica je bil takrat Šiljak, se mi zdi, trener. Ermin Šiljak, ja. Veš, kako je bilo? Čakaj, a to je ta sezona, ko vas je... ne, Tromso, ja, to je še ena kasneje. Ja. Šiljak je bil takrat trener, ja, se prav spomnim, ko sem prišel na Olimpijo. In takrat sem prvič spoznal navijače na treningu. Se prav spomnim. Smo trenirali v Dupelci, to je Kamnik, če se ne motim, ne? Ali ne vem to. Ja, Duplica je tam gor, ja. Ja, gor smo trenirali in so rekli, fanti, pripravite se, bojo prišli Dragonsi. Ma to so Dragonsi bili takrat, to je, koliko je zdaj, to je 19 let nazaj, to so bili stara garda, ne. Sem rekel, oh my god, kaj zdaj? Itak se veš, jaz Komulcka sem bil že za Gorico, ko so prihajali dol v Gorico, Gorica in Olimpija se takrat ni mogla, ne, tudi navijaštvo, ne, bilo, kar so se kar mlatili, ne. In pridejo starim, s flašami v roki, se rekel, kaj zdaj je to, mama mija, se rekel, se nas nuje, veš, kako se nas, postrojili. V vrsto vsi, mi je kako vojaki tam spostali v vrsti. Šiljak je neki probal biti pogumen, pa ga eden malo prizemljiv, rekel, veš ti, da te ne vidim, takoj se dal v vrsto. In poje se začeli. Mi smo toliko časa navijamo. In pol vidiš res, koliko enim ljudem pomeni ta Olimpija. Takrat sem videl, wow, sem rekel, le. Pač lahko bi bil doma z družino, a veš, takrat je bil po mojem 40 let star, lahko bi bil doma z družino, z otroci šel, ne vem, mi smo imeli kaj je bilo. Trening je bil v sobota, lahko bi bil komod doma z družino, prišel tja in si vidiš, koliko mu je bilo res do Olimpije, do tega adresa in takrat sem videl. Tle pa ni za banci. Ja, veš, to so bili tudi, veš, tista garda je spremljala Olimpijo, ki je šla v totalen povdan v tem smislu, ki je spadla in mogla štartati na novo in pa so spremljali in so hodili na tekme, ja, veš kakšne vasine ali pa odročne kraje, ki verjetno marsikdo sploh ne ve, da obstajajo, ne? In potem, ko se to počasne in valjda, ko priješ pač nazaj na najvišji nivo, ti hočeš, da zdaj to ja, se pravim. A veš, da je to, da bi bilo, ne? In verjetno ta čustva so bila, ne? Ja, itak se. Jaz se spomnim tudi, pravim, vse sem ti prav takrat v Brdih. Takrat, ko je prišla Olimpija v 3. ligo, ne? Pač oni so se sprehodili skozi ligo. Jaz se spomnim, vse tele, gostujoče tekme, oni so mogli, mi zdi, vse tele domači klubi so mogli nekaj przidati. Samo, da jih imajo tam noter. Ampak takrat je nam je bilo zanimivo, ne? Poleg, ko sem prišel na Olimpijo, sem pa videl, da so navijači na nivoju, ne, kar se tiče udeležbe in vsega in navijanja, kapo dol, ne. Kapo dol. Sem pa imel tudi tisto leto, se prav spomnim, kaj nam ni nič šlo takrat, nič nam ni šlo, kaj smo bili 7 celo. Ja, mislim, Toni je razlagal, da ste se veselili, da ste obstali. Ja, mislim, ja, tako rekel, mi nismo mogli zmagati nobenega, ampak takrat ko je rekel Toni, ne, vsi so nas krivili, ampak ne ve ozadja za nami, ne. In takrat sem jaz, tisto leto se prav spomnim, sem rekel, a smo imeli 4-5 konfliktov z Dragonsi. In sem rekel, če jaz to preživim, bom imel respekt med njimi. In tisto sem preživel in po mojem tudi to je to, ne. Tako da ja, tisto leto je bilo kar, nisi tega zmagal, je bilo to narobe, pa si izgubil derbi, pa smo izgubili eno tekmo v Triglavu, je bilo res grdo za videti. 5-3 so nas razbili, gol, pa so nas čakali, pa ono, pa kaj vam je, pa to. In kaj češ reči? Nič nimaš, moraš biti tiho dol glava in reči, samo fajt nas bo spravil ven. A te to pomaga ali te to bolj obremenjuje? Ja, ampak saj oni vejo, da takrat tudi ni bila situacija dobra, ne. Pač takrat tudi se je vedelo, da se bo tudi po mojem prejšnji predsednik umaknil in vse veš proti koncu sezone dejansko bilo, ne bom rekel vsem, je bilo. A to je bilo takrat, ko so oni bojkotirali? Takrat, ja.
Ampak oni so tle bojkotirali, ven so hodili, ne? Ja. In oni so vedeli, kakšna je situacija in nobenemu ni pač, enim je bilo vseeno, ne. Mi smo takrat tisto zadnjo sezono, mi smo sami sebe smo mi trenirali, ne. Ko je rekel Toni, ti si imel trenerja, je prišel v četrtek na trening, ko da ni nič, zažvižgal, dođite momci, je rekel. Mi do Kaj četrtek. se pravi, med soboto ali pa nedeljo do Pač četrtka? soboto sem imel tekmo, ponedeljek, torek, sreda, njega ni bilo. Ja, kaj Imel ste vi svojega delali pomočnika, tam neki po svojem. Kaj je čist razpust? Ja, razpust je bil, ja. Spomnim, v Radomljah smo trenirali takrat in pa je prišel. Sej ne rečem, on je bil ful za ekipo in vse, ampak ni bil, to je bilo neki na silo prepeljano takrat. Pokojni, ne, vse vemo, kdo je. Ja, vemo. In on je prišel takrat z Mercedesom, kucar. On je takrat bil neki, ne vem, je bil neki na Kitajskem nekaj osvojil, pač kako neka legenda je prišel v Olimpijo, ne. Nam se je zdelo, wow, evo ga, neki dober trener Srbije. Na koncu, ne. Žal. In potem se je tudi videlo, ne, rezultati. Ampak tega noben ni vedel, ne. Mi smo mogli sami, ko je rekel Toni, sami smo se mogli v bistvu ene stvari financirati, da si bil ti fit. To je bilo takrat res tisto na največjem dnu. Nisi vedel, kje boš treniral. Smo mogli klicati, se prav spomnim. Žalostno je bilo. In na koncu, evo ga, rezultat vsega 7, kdo je kriv, vi igravci. In potem tista sezona je bila, se prav spomnim, mene 7-8 nas, ne, ko smo bili krivci, ne vem, ne bom govoril od ostalih igralcev, vi ste kao krivi, vi boste zmanjšali pogodbo, vam bom zmanjšal pogodbo. Zakaj? Mi. Kaj pa vi? Ja, vas mi plačujemo. In potem smo mi mogli biti prisiljeni znižati plače. Vzrok je bil pa, je bil drugje, ne? In čakaj, pol je tebi tudi to znižanje plače vplivalo na tvoj lifestyle, ne? A veš, zakaj se zdaj? Ja, se vem, zakaj govori zato, ker poleg jaz tisto leto, jaz sem pač 50% plače, ni mala stvar, da ti zniža, ne? Jaz se prav spomnim. Sem rekel, kaj bo zdaj to? In še to, kako sem se jaz pogajal, da se mi zniža plača, to je bilo smešno. Ne bom povedal soigralca, kdo je bil z mano, ker so šla se skupaj pogajati, ne? Ja. Ampak je bilo tako, mi smo prejšnjega predsednika prosili, da pridemo k njemu v pisarno, da se zmenimo, pač vsaj neki, ne vem, ne 50%, vsaj 30 ali pa 20 ali pa ne vem kaj. Ne. In en dan je pol pristal in nismo se dobili v njegove pisarne, ampak v baru, tako. Pridava mi dva, niti sedeti nisem svela, sva stala. On sedi s svojim partnerjem, naj jo gleda. Kaj? Če lahko, pač 30. Pač sploh ni bilo eye contact, veš, je bilo. On se pogovarja s partnerjem, jaz in tam moj soigralec, stojim in se gledal. Pole neki, ne vem, vsake toliko kaj pove. Ne, to. Toliko vas bom plačal, ko moje delavce. Ti ne moš nič. Jaz ti se gledal, kaj zdaj? On pol ne vem, neki je dobil, sva se pol neki dogovorila, in pol sva rekla, ok, 50%, dam, priznam. Sem mogel, ni bilo druge, ne? Takrat nisem niti nekaj igral, nisem imel kam iti. In je rekel, ok, ampak ena stvar, pač samo pol leta. In to je to. Za pol leta sem mogel pol. Pa je bilo pol dejansko pol leta? Je bilo. Zato, ker takrat je bilo, če ne bi ti nas, itak na začetku smo si rekli, ne bomo, ne. Ampak je bilo že takoj, so začele za nalašč namerno zamujati plače, ne. In se veš, če po 3 mesecih slučajno ti zamuja plača, komu ti lahko daš na FIFA in pole FIFA začne tole terjati na denar. Ampak to je bilo tako, ne. 2 meseca nisi dol, 1 mesec si dol. V bistvu je bilo v glavo, ne. In itak, ti takrat mlad v Ljubljani, se veš, živiš. In evo, kaj sem rekel, sem bil v stanovanju, zdaj jaz 50%, veš, ni bilo, jaz nisem imel neke velike plače, zdaj. Sem rekel, Toni, kaj zdaj? Gremo. In sem bil cimer njegov. Toni je rekel, ja, super, še veš, prešparava vsak neki denarja, sva se zmenila. In evo ga, ene dobre pol leta se mi zdi, da sem skup živela. Do te,
Ali malo več do te situacije, po kaj se mi je sprostila plača, se mi zdi. Ja, pa ne sem. Pa ne sem Toni, ne? Ja. Pa še potem je prišel Miha Zajc. Miha Zajc pa je tak še veš, je sin od mojega bivšega trenerja. Zeko, ne, mali. In je isto prišel v Ljubljano, rekel, pač sem ga pozval pod sabo, je bil nekako. Res, še dan danes so dobra kolega in se nasmejava na kakšno, na tako staro pričo. In je rekel, nimam kje za spati, rekel, neč, tako, itak, imam veliko spalnico, bo spal z mano. Rekel, ok, super. In po je bil šel. Ene 3-4, ne vem, zdaj lahko se zlažem, 3-4 mesece sva bila tam cimbra. Tam je tvoja punca on ven. Ja, vemo ga, v bistvu, vse sem rekel, zdaj, vrgo si mi punce ven stanovanja in on je takrat ene 3-4 mesece živel, spal z mano. In potem je dobil stanovanje, jaz sem dobil stanovanje. Toni je ostal tam, se mi zdi. Zakaj te je pa Toni jezil? Kaj sta bila cimra? Mislim, se jaz vem, sam hočem od tebe slišati. Res? Tu ne igrce, non stop je šobu. On je, ne vem, ga je Cankar, ne je prodal neki Xbox, ne vem, kaj je bila ta fora. In sem prišel domov, ne vem, po treningu, sem rekel, dej Toni, kaj skuhava, ne vem, kaj je bila fora, dej, da vsaj neki pogleda, neki televizor. Ma kje on je njegove očivni Xbox, to je samo neki šopalo, dej Arke, čakaj še malo, dej še malo. In še med tem je imel ta majhen prenosni računalnik, je igral neko strateško igro. Rekel, si ti normalen? On je bil tako 3 ure noter, stari, veš kakšne oči je imel, ne moreš verjeti, kako Marsovci je bil. Se rekel, da to ni lahko. In je igral tako eno bedno igrco, bedno igrco, za mene, ker jaz ne igram igrc. Ne vem, kar z enim tipom se je pogovarjal gor po ekranu, se rekel, da to ni lahko greva. Ne, Arke, ne morem, no, sem rekel, dobro, to ne, ajde. In to je bilo samo to, potem sem klical Cankar in rekel, kaj smo prodali to, stari, Cimra si mi uničil, stari, to je bil, pol dneva je bil za tistim Xboxom, noro sem, vse pole. Po mojem, kad sem šel, je vse zmanjšalo to, tele igranje igrc, ne vem, upam, no. Je pa rad, je imel rad igrce, to pa vidim. Tonči, legenda je. Ti si v Olimpiji zamenil 14 trenerjev, kako to handlaš? 14. 14? Ja, da imam 14, ja, napisan. Kako? Ja, nič. Mislim, a več, ker to je dosti stresno, ne? Ti se na nekega trenerja se običajno navadaš, ne? Ja. In potem pride nov in pol je to spet vse je jovo na novo, treba je nov sistem, nova pravila. Ja. Kjer ga bi izpostavil kot tistega, ki ti je največ dal? Največ dal? Ali pa ti je bil najboljši? Zdaj bom rekel takole, od 14 mi je najbolj žal Luka Elznerja, Biščana, pa Nikoliča. Te 3 trenerje, jaz mislim osebno, pa tudi po mojem, vsi te gosti, ki so bili tle, pa Bišče se igravci, po mojem bo vsi to isto rekli. Te 3. Največ pa, ki mi je dal, pa mi je, ne boš verjel, je pa Marko Nikolič. Čeprav je bil toliko malo časa, ne vem, figura taka na igrišču, pač trener, kako je, pri njemu se je takoj videlo, kar smo trenirali, je bilo tudi na igrišču, ne? Taktično vrhunski trener. Vse, kar smo trenirali, to je bilo v nulo narejeno na igrišču. Ne moreš verjeti, stari. Persona, je pa res, da je imel tudi sabo, ne? Takrat še Danko Lazoviča, ki ga nismo registrirali, on je bil kot njegov nek motivator za nas, ne? Tisto je bilo, wow. On je. Kaj je bil kot pomočnik, ali kaj? Ne, v bistvu on je bil se veš, on ga je prepeljal, Marko je bil tak, kar je povedal spisano, ni zdaj kar neki blebetal prazno, ne? Ampak je imel njega, ne? Danko pa je bil non-stop, si bil na tapeti. Pri njemu vse, zato je bil tudi na takem nivoju, ne? On je prišel na trening, on je mogel non-stop težiti nam. Pa se veš, tele Srbi, to je galamac outside, to je, mama mija, nisi smel nič, mi smo igrali z Bravatom prijateljsko, ma bohvar, da se je kdo kakšen zabaval, pač se veš, takrat je bil Bravo, se mi zdi 3. liga, ma ni šans, nisi smel, jaz se spomnim, on je parkrat res noril, da je dal ekipi vedeti, da nismo še tam, da nismo tam na temu nivoju in jaz se prav spomnim, kaj je bilo že, v Gorici smo igrali 1-1 tekmo, in tako mi se nam je borilo za prvaka, Maribor se je lovo, ne.
In prijemo mi v slčilnico in on se pobere slčilnice in gre. Kaj je zdaj narobe? Kaj smo naredili temu človeku? In on vstane, gre slčilnice in pač lih pred vratem mi reče, pičke jedne, ne imate jaja, jaz to no, pardon, preklinjam, no. Ampak tako je rekel dejansko. In je šel k tjah Pavletu. Pač, in mi tak, vsakeč, ko smo se prišli na trening, smo probleki, smo šli k Pavletu, ker tam je tako bilo vse, tam so vse dogajalo, kavica, pa terapije, pa priča, pa uno, zabancija, noben ni upojit tja. Noben ni upojit tja. In potem nekdo je šel tja, je šel matal, je šel krono, kako je narobe. Je šel do Pavleta, ne vem, tako je šel. Ja, nač jezanje, ker nismo zmagali, ker nimamo karakterja, ker nimamo jajca, rekel. Takrat nisem niti jaz še toliko dojel, ne, kukor pole, starejške sem bil, sem videl. Ja, on je cel cajt hotel, da smo mi na nivoju. In zato je tudi tako pomembno, da si ti cel cajt na nivoju, da pol ti rasteš, ne. Ne samo kot ti, ampak tu je ekipa, ne. In oni tudi, ko so prišli, takrat se spomnim, mi smo prodali Šporera in Hentija, ne, dva boljša igralca lige. Veš, zdaj ti njih nadomestiti s tak tip igralca, kje boš dobil? In on je prepeljal takrat Dankota, Pa Radovića. Evo ga Radovića. Rado. Prvi dan, ko sem ga videl, kaj je že bilo na treningu v slčilnici. Ma to je bil ko en kup nesreče, tako je sedel, ma to je bilo 10-15 kil viška. Jaz sem rekel, to je kakšen nov stav. In pa mi povejo, sem rekel, ma je možno, legenda legija, vse je fuzbal. Ok, ti si misliš, mogoče nam bo pomagal. Prvi teden, bogi. Pač je prišel po mojem totalno nepripravljen. Prvi teden ni mogel nič. Kondicijski treningi, pa ona, sve zimske priprave tle v Sloveniji so zmeri bile težke. Dlje, ko mislim, bliže, ko je bilo prvenstvo, boljši je bil. In 2 ali 3 tedna, ko je prišel on že malo k sebi, je izgubil že, dokaj hitro izgubil kile, ne. Tudi pol je videl, ne, da mora biti fit, da lahko igra, ne. Ker je tudi konc koncev bil pripeljan kot velika okrepitev, ne. Ko ima veliko ime, ne. In takrat itak na treningu na začetku si mu vzel žogo, ni bilo problema, najmanjši duel si ga zbil dol na tla, si se opravičil, prosti Rado, nič, ani rekel. To, da si naredil Danko, to ima kijo majstrt. On, ko ima žogo, nisi smel ga tikati, razumeš, to se veš, to je klasika, ne, neko spoštovanje. In ko je on prišel k sebi, ko on začel delati se norca iz nas na treningu, to bi mogel videti. Jaz se ne zabavim. Ne vem, kdo ga je napadel takrat. Ga je imel na hrbtu, a bil Nemanja. Ga ima na roki, se obrne, ali mu je dal neki skozi noge, levo, desno, Nemanja, skoraj če ni padel na rito. Jaz sem takrat videl, sem rekel, na distanci ga bom imel, ne bom se zaletavil v njega, kad te pa se vidi. In bolj, ko je on prihajal k sebi, več, pač hitrejši je bil, boljši je bil in takrat smo rekli, opa, evo ga. Marko je imel takrat, veš, ga ni zastonj pripeljal, je vedel, zakaj ga je pripeljal, ko bo pomagal, ko bo dal ekipi in tudi ekipa in on je tudi vračal nam, ne. In potem smo pa rekli, kvaliteta, se prav spomnim na treningu, a ga je 1-1 ali 2-2 smo imeli, ali 1-1, a ga je Tonči napadel. Tonči ga je napadel, neki ga je, Toni, da mu bo šel neki v blok, skozi noge mu porine, mi vsi med sabo se pogledali. Da bo udaril na gol in se veš, Rado je imel tele lažnjake, vse golmanu tja skoraj v prečko se zabil in samo gol, mi samo. Marko Nikolić, samo to je naredil, se prav spomnim tega dneva, svaka čast. Ej. Oni so mi bili pač tako, tudi kar se tiče vsega. Dali so nam, meni osebno, tudi če nisem igral tisto sezono pri Pušniku, nekaj 200 tekme mogoče sem igral, je prišel do mene direkt, je rekel, lej, vem, nisi igral, sem gledal tekme, sem gledal prejšnje tekme, samo nadaljuj s tem, kako treniraš. In evo ga, takrat me tudi kupil, ne. In je bilo res, ko je bila kakšna tekma, da so kdo bil kak poškodovan, kartoni, sem igral. In je rekel, jaz bi te dal igrati, ampak te ne morem, sem prišel sem, Kelhar ima prednost, ker je pač od začetka. In je igral dobro, sem rekel, ni problema. Ampak sem se pač bal, da se ne bo držal dogovora, ne. In se ga držal dogovora in takrat je bil od mene zelo veliko spoštovanja. Ne samo od mene, od vseh igralcev. A veš, za mene še ena stvar zanima. Tle zdaj v klubu so bili eni taki močni karakteri v tistem cajtu
Na eni strani si imel Danka Lazoviča, ki je bil neka močna persona, hkrati je bil pa športni direktor, ki je bil na drugi strani, ker je že Mata govoril, kaj je to vse bilo. Ja. Mata je rekel, da ste bili tako dobri zaradi tega, ker je uporabljal to taktiko ustrahovanja. Ja. Kaj je pol bilo, ko se trčta dva taka svetova? Veš, na eni strani imaš Nikoliča pa Lazoviča, ki je v bistvu bil nek neformalni šef slačilance, ne? Pa potem športnega direktorja, ki je imel pač svoj način. Ja. To sem poslušal od Mate, ja. Ampak tole ustrahovanje je bilo zelo dobro. In tudi dobro vplivalo na nas. Ne. Ko sem ti rekel, če si ti non-stop pod pritiskom, ti moraš rasti. In tle se vidi tako avtomatsko, kdo pade. To ste naredili pol selekcija, ne, naprej. Ne. In se mi zdi, da pol se je tudi delala selekcija. Ne. Unika je zdržal pritisk, šel naprej. Ne. In da tale Ranko, ne, se veš mi pošteno, jaz priznam, jaz sem se na začetku sem se ga bal malo, pač priča, se veš, vrhunska. On je konec koncev zgradil kariero, kar se tiče agenta, kapo dol, ne. Močen retorik. Ja, tako, se veš, moraš biti retorik, ne. In ampak se je spremenilo, ko so prišli pa oni, ne. Danko Lazovič pa Marko, ne. So videli pač strah, da imamo ful velik respekt do nje, da se ga bojimo in pol ne vem, kaj je bilo fora, zakaj. So rekli, ja pa se je športni direktor, ne, se je konec koncev on odločal, vse. In pol takrat, ko so oni prišli, Ranko ni smel več nič, ne. Oni so prišli in so pač povedali drugo plat zgodbe od njega, ne. Da to, kar to taki dela, da to je vse kvazi varianta, ne. In pol mi kako, nemogoče. In jaz sem pol bil priča temu, vse ni mi pač bom povedal. Imamo mi trening in ne vem, kdo je dajal. Smo imeli neki razdeljeno obramba, napad, mi smo imeli faza obrambe, napad, pač napadalci. In tam so imeli še neke predložke in pač Ranko je bil tam in je dal na svet enemu malemu, zdaj ne vem, bil Rok Baskera, se mi zdi takrat. Mu dal na svet, kako mora on se trenirati in vse. In jaz tam nisem tako, sem pač, vidiš, spregledaš in Marko Nikolič, trener, se obrne in se zadera v njega. Šta je? Šta radiš? Dođi kao, vamo ti, hoćeš ti da odvodiš trening? Pač mi itak. Mi se pogledamo med sabo. Ranko, izvini, idem. Mi smo takrat šele videli, ne, koliko so bili Marko Nikolič pa Danko in tej močni, oni so v bistvu, Ranko se je njih bal, ne. In mi smo takrat videli, da v bistvu so oni tisti, ne, ki jih moramo poslušati in slediti njihovim navodilom, ne. Tisto je bilo, Čeprav je pol tudi v vaših očeh ta moč tako, stojiča začela padati, ne. Je tudi pač, je bilo pač tak par incidentov in smo drugače gledali tudi na njega, ne, realno. Sej se mi zdi takrat po tom incidentu je on hitro šel, se mi zdi, če ni bila ena tekma takoj za njim. In pol je prišel še drugi mandat. Isto je bilo. Hitro je prišel, hitro je šel, a ne? In se ne rečem, je pa imel velike zasluge, po mojem, pri teh transferih, ki je prodal te fante, prepeljal te, da nas je pač ustrahoval, ampak vse, po eni strani je bilo to tudi dobro, ne? Ampak pol, ko so prišli te drugi, ne? Pač dejansko vidiš, da ni to, ne? Da so oni v bistvu, ne? Jaz pač pravim, tudi vsi, ki smo govorili, da je zelo, tudi Marjan Pušnik je imel velike zasluge. Marjan je imel tudi non-stop konflikte z njim, ne? Se vsi vejo, ne? Se zaradi njega je mogel on iti, ne? In mi smo pač, Nikolič nas je toliko zbližal, se mi zdi kot ekipa, da smo bili res dobra klapa in da smo mi to zgurali tudi na koncu, ne? Ampak je bil tudi pol Vanoli zaslužen, ne? Konec koncev ti zdaj z ekipo realno v takem stanju zamenil si 3 trenerje v sezoni. Veš, 4. trener, koliko bo zdržal, a veš? Evo ga, zguro je do konca, dubo je. Pobral je smetano, ko je rekel Mata.
ampak oni se mi zdi, da so te najbolj zaslužni za me, iskreno. In škoda je, ne, ker pol vidiš, ne, te tri, tudi Biščan je bil, tudi Elzner, se vidi, ne, kvaliteta trenera, tudi kje so danes, ne. To jaz govorim zmeri, ne. Te tri trenerje Olimpije, tako ne bi smela nikoli pustiti. Tukaj se bolj dotaknil še, mislim, da si prvi, ki je bil pol tudi v tej sezoni, ki je usvojila ta dvojno krono, ne. Igor je bil pač drugačen tip trenerja, ne. Ja, Igor je pač Biščan, karijera, kapo dol, tako kariero, ko je imel Monija, to je lahko vse, ki samo sanjajo, ne. Po je prišel za trenerja Olimpije in isto, spet Jovana Novo, spet 100 milijonov igralcev. In kako mu je ratal to veš, kako misliš, da, če ti gledaš zdaj nazaj, da mu je ratal nekako sestaviti neko skupnost, ki je uspela pol tisto sezono tako odfurati, kot jo je? Jaz mislim, da se ni pustil voditi. Da vse, kar je on delal na igrišču, je bilo vse od njega. Da se ni pustil, pač ni sprejemal ukazov iz vrha. In zato je po mojem tudi pač posledica tega, da je po koncu sezone mogel iti. Ampak to je bilo nam top. To je bilo nam top, ker on, kar je rekel, se je tega držal. In on je, se prav spomnim, jaz sem takrat, to je bila tudi una sezona, ker pa tudi nas Hadža nekaj rešaval, ker smo se mi zdi tudi v finalu pokala zgubili, se mi zdi proti Domžalam, ne. In on je takrat prišel in je rekel, glejte fantje, eni fantje, ne vem kdo so bili, so hodili predsedniku Joka, da pač ne igrajo, da bi bungali igrati in da če ne bo igrali, bojo šli. Ne vem, kaj je bilo. In on itak je rekel, fantje, vi lahko delate kar če ste gor pri njemu. Je rekel, predsednik je tako dober, da ni, pač vam bo dal vse, ampak nima pojma o fuzbalu, je rekel. Tle bom jaz se odločil. Če imate kaj za jamrat, pridite k meni, se bomo pogovorili in bomo rešili tle, ne pa hoditi gor, jokati in polni meni očo, tle. In takrat sem vedel, ok. In tudi jaz sem imel pač, sem začel igrati, se poškodujem in lih končno, ajde, da mi je zagurala, si mislim. In sem se vračal nazaj poškodovan, me ni bilo 3 tedne, ker sem si na trgu ložil. In sem prišel do njega direkt in sem bil, iz prvega sem bil tretji štoper, ampak ok, normalno. Sem rekel, trener, kaj zdaj, kakšna je moja vloga, pač sta bila Kenny je mene nadomestil, vrhunska sezona, take predstave, kot je on, jih je imel tiste pol leta, samo kapo dol in se tudi nagrada je bila, pol smo se ga prodali, ne. Ilke pa itak, ne, kapetan, te pravi kapetan, dečko na mestu, kvaliteta, da ne govorimo, in pa še Nemanja je bil takrat, ne. In sem rekel, zdaj sem jaz tle 4, zdaj spet ne bo nič od nič. Rekel, ne, 3 si. Dobro, ajde. In je res bil. Sem bil jaz pred Nemanjo. In tle sem videl tudi, da mu je za zaupati, ne. In ko je bila šansa, da sem igral, sem jaz igral. Takrat in sem rekel, levo ga svakemu čast. Ja, se takmu človeku pol res lahko zaupaš, veš. In pol takmu človeku bojo igralci sledili, ne. Ja, ker je persona, ker ima karakter in ker pač stoji za svojimi besedami, ne. Ja. Se to je že Toni zadnjič razlagal, ne, da neke take persone, ki izžarevajo avtoriteto, ampak avtoriteto na tist meren samozavesten način, ne, da to bo kupal igralca, ne. Se pravim, tale njegova iskrenost me je kupla, ne. Pa tudi enkrat na treningu en konflikt je bil z njim, ne. Prva, druga ekipa, ne. Se veste, to so najboljše tekme med sabo. To je bilo v petki, smo imeli dan pred tekmo, smo imeli pač prva ekipa proti drugi ekipi, 2x5-6 minut si igral in itak druga ekipa. Težko kdaj, da nas je prva ekipa zmagala. In mi smo se te pobijali na treningu. Ampak to je bilo uno, ne. In mi vodimo, in to se prav spomnim tega, dan danes. Dobimo gol, je bil nek faul nad Alijom, ne, tukaj je žali, Ivačič, ne. In on, ne, gol, konča 1-1. Jaz se obrnem proti njemu, odado že vse samo, da ne rečem kaj, ne, prej in me gleda. In takrat itak se veš, hodim dol s treninga, on hodi proti meni,
On je bil takrat fulje treniral dol v telovadnici, ki smo bili na Žaku, se je dvigoval, močen, Omar je nabit, sklesan. Sem rekel, oj, zdaj sem pa na J. Mi da roko gor čez ramena. A misliš, da nisem slišal, kaj si mi rekel? Ja, se opravičujem, to hočem od tebe, svaka ti čast. Imaš muda, jaz tu pogledam. Ok. Sem se še enkrat opravičil. In potem sem videl, veš, da on je hotel, da smo cel cajt, veš, da smo... Da karakter pokaže. Ja, karakter, ampak da si cel cajt redi, da nikoli, niti za sekundo, da ne popuščaš, da si cel cajt. Ker je rekel, Aris, ti boš, zdaj nisi prva izbira, nisi druga izbira, trenutno si tretja, ampak hočem, da si redi. In sem mogel biti redi. Če nisem bil redi, me ni dal, ne. Enkrat sem bil, en slab teden sem imel, me ni dal igrati in sem bil živčen in mi je rekel sam, lej, si bil slab, nisem te dal igrati. In evo ga. In potem sem videl, da je bilo res tako. In se prav spomnim, je rekel, bodi redi, ko boš igral derbi. In ono, ok, in sem bil. In si je rekel, pač lej, evo ga, nagrada za to, ker si bil dober, boš igral derbi. In evo ga, to je to. In to je bilo dobro, tudi pri fantih, vse, ampak smo imeli tudi res dobra ekipa takrat. Takrat smo imeli dobro ekipo in je bila zdrava konkurenca in to je bilo nas je hnalo naprej. Zdaj si rekel dobro ekipo. Kje razbereš od teh 2 sezon? Joj, zdaj. Da te mali izzovem. Sam si mi dubo, veš, kaj zdaj, toliko je igralcev, ko sem zamenjal 2 sezone. O, Marija, starje. Ne, sem tako. Lej. Na eni strani imaš zgodovinski to osvojitev, na drugi strani imaš drugo krono. Po mojem prvo leto bi rekel jaz. Sem prvo. Ampak zato, ker so še Šporar, Henti, pomaš, tle si imel Zajca, Krono, Lazlovič, Radovič, to so velika imena. Pa je prišel še takrat, se ne motim, pozim tudi Vidmar, ne? Ja. Ja, po mojem bi rekel prvo. Po mojem je prvo. No. Zdaj pa mislim, da glih cajt to prav, da boš pa svojo ekipo sestavil. Jaz bom zbral ekipo, s katerimi sem jaz igral. Pač, že zdaj se opravičujem vsem legendam, ki jih bom dal noter, pa soigralcem. Golmana bom dal, tako bom začel. Začel bom 3-4-3, Okay. 3-4-3, imel bi pa, bomo v rombu igrali v sredini. 3-4-3, imel bi, desno bi imel Tonija od zadaj, v sredini bi imel Brankota, levo Kenija. A golmana sem že rekel? Nisi. Golman pa Aljo Ivačič. Toni, zaradi Tonija, pač Tonija moram dati zato, ker on je moj najljubši, še dan danes dobra kolega, pač kar je on mogel dati skozi kapo dol, tako da si res zasluži tole mesto. Branko, kapetan, kapo dol, svakamu čast. Koliko je on v bistvu vse nedelil za ekipo, da je bila ekipa pokonektena tole. Sam respekt, Kenny pa moram reči, da tih, delovan na polsezone, ne morem pozabiti tiste polsezone, kako on dobro to igral. Potem bi imel zadnje, v sredini bi imel zadnjega veznega, bi imel Mato, pač Mata, žival. Tata Mata. Tata Mata, žival, ja. Oni njegovi grdi pogledi, ki ste bil na igrišču, ja. Potem je levo bi imel Kapja. Njega mi je tudi malo žal. Ja, njega so tudi poškodbe fajn zdelale, ne? Ja, on je bil res dober igralec. Njega mi je res žal za te poškodbe. Ampak svakamu čas, po vseh teh operacijah se še zmeri vrne, še zmeri je pol nerdu, ne. Potem bi imel Krono, desno. Mogoče meni ne bo všeč, ampak konc koncev, bodimo realni, 2 penala nam je prestreljil, 2 titule, ne? 2 titule. Tako, mu nimaš kaj zameriti, realno. Miha Zajcac pred njima, seveda, Zeko, moj igrač. Levo gor, Radovič. V špici bi imel Šporarja, Špok je itak, se mu vidi kvaliteta. In desno edini mogoče, nisem zdaj to študiral, ampak eden boljših tujcev za mene, ki je bil na Olimpiji in se mi zdi, da je tudi pustil nek pečat, pa Stefan Savić. Vse se mi je zdelo, tega. To je zdaj moje prvih 11.
Mi je žal, če sem koga spustil in Sej je težko, a veš. ne verjamem. Še vsak je imel izzive. Džafo je skoraj že rezervno klop mi zraven sestavil, veš. Ja, mislim, se ni problem, lahko tudi rezervno klop, pa to trenerja povemo. Ne, ni problem. Trener bi bil pa? Nikolič, definitivno. Nikolič. Čeprav tudi Elznar je bil zelo, zelo dober trener. Škoda, ker nismo njega omenili. Tako da, ja. Ja, in še ena anekdota, zadnjič, ko so se pogovarjali, in to bi res rad, da jo poveš, ki mi je bila ful zabavna. Je z Abbasom. Ajoj, ki si to moraš udeliti. Zdaj to moraš povedati. Abbas je bil pa model, veš. Ampak svakemu času, on je prišel, se prav spomnim, mi smo takrat imeli, a je bilo pri Elznerju, smo imeli tele tekme prijateljske, smo hodili, v Verona smo s Kevotom igrali. A to se pa še spomnim, ja. Ja, dol smo hodili na prijateljske. In kaj je bilo? In pol pride nek mali, direkt, ne vem, dol z Afrike, pač v slačilnico. In je bil smešen, mali, mulci, bi takrat 17-18 let, sem rekel, ok, sem rekel, ajde, dej. Kevo, a veš, Kevo Verona, takrat je igral v prvi ligi, veš. In njega so pripeljali na probo, sem rekel, to bo pogorelo, sem si mislil. In mali, po trgu. Kaj petarda? Petarda, veš, kako je šprintu stari 90 minut, jaz sem rekel, kaj? Takoj smo ga podpisali. In on je bil tako smešen, on ni, v bistvu vse veš, on je živel dol v Afriki, dol je drugačen način življenja in vse, je prišel vsem v Evropo, vse kontra mu bilo, on je noč in dan, ne? In se prav spomnim prve priprave. Jaz kaj zdaj pomislim, kar solze, ki se smejem, se prav spomnim, zdaj, ko tam sva bila cimbra, zdaj, ko je bil poškodovan, je bil neki prepon ali trebušni zid je imel neki načet in je bil skozi pri Pavletu, ne. In dejansko zdaj, ko je bil tam, je prišel Abbas in tak je videl masažo, ono se bo masiral, ono tretje. In potem je rekel, pogleda Zekota in reče Zekotu, pač znam govoril po slovensko, gospod, fizio, a mi lahko štimaš tle za masirati in pole Zeko. Zeko misli, da se pač sprda z njega in ni vedel, da je Zeko igralec in to naš skoraj najboljši igralec. In pole Zeko, Pavle joku, Pavle pumpu, Pavle joku, mi smo jokali, tam sem rekel, oh my god, je rekel Zeko, pusti. In Zeko, ono, veš, gentleman, gospod, no problem. Je prišel tega štimu, mi smo snemali, kako ga je Zeka štimal, kaj je bil normatek, kako da je normatek, potem mu reče, a si v redu, a ti prinesem še voda, a boš kavico, in oni, ne, everything ok. Vsakič, ko je prišel, pač Abbas tja, Pavletu v ordinacijo, je skozi Zekota, a Zeko je igralci, mi smo jokali, stari, in potem nekdo, bo smo rekli, dejta, moraš povedati, ne bo majster, ga bo šok, boš videl. Pa je rekel, ne, pusti, dej se to mi fajn, mi pa še malo ono, da pomagam Pavletu. Pa nekdo, ne moj prvi, a ti veš, da on je naš najboljši igralec. Ga pogleda, ne povem, 2-3 dni ni prišel noter v ordinacijo, mi smo jokali, stari, veš kaj je bilo to. Zeko, evo ti, sem ti rekel, da ne bo prišel, sem rekel, evo. Ne, Abbas je res model, stari, mama mi je, ni štekel ene stvari. Ampak stole potezal pa zmago. To moraš vedeti, da bi mogel vedeti, jaz ne vem, to je bilo. Mi smo jokali, stari, mi smo tako jokali. Ko si usvojil vse v Olimpiji, Ja. je prišel cajt, kaj je bila želja, da zdaj pa počasi je dost, zdaj pa grem jaz naprej. Ma ne. Kaj veš, mene zanima, zakaj Tajska, mislim, to je tako, zelo eksotična. Ja, zakaj? Mislim, vem, da imaš rad topo vreme, sem verjetno nišel sem to zaradi je tega. pole, vem, zdaj ga imam zato, ker sem bil tam, ne. Jaz sem takrat se menil za novo pogodbo na Olimpiji, se prav spomnim. To je bilo 2019. In sem podpisal, se mi zdi, novo pogodbo za 3 leta. Sem rekel, 29 ali 30 let sem imel, to je to, po mojem, ostal tle na Olimpiji, da se malo pač, ko pravijo zdaj, osiguram, ne, s pogodbo, ne, da se malo zaščitim.
In igral sem in mi je bilo ok. Pač takrat nismo imeli lih. Smo bili že skoraj blizu Maribora, ker smo jih zmagali na derbi, pa smo doma kiksali, se mi zdi, z Domžalami, se mi zdi. In pol je bilo vse, pač Maribor je takrat bil, se mi zdi, tudi na koncu prvak, če se ne motim. In na Sretenovič me kontaktira, bivši igralec Olimpije, jaz, ker sem prišel v Olimpijo, on je bil moj partner na terenu. In me vprašal, če me zanima tujina, sem rekel, seveda, da me zanima, ampak je Azija, sem rekel, ni problema, kaj imaš? Je rekel, imam imam Korejo pa Tajsko. In itak na začetku mi je bilo, ok, ni problem, super. Je rekel, pa me vprašal, kaj ti odgovarja, sem rekel, seveda Koreja, ne. Je tudi on rekel, jaz se tam te bolj vidim, fizična liga, ono tretje. Sem rekel, ok. Tako sem si prvo mislil, da, se veš, on je šel takrat polje v tele menedžersko vode, sem rekel, zdaj sam, da ni še kakšen nakladac spet, veš. In ne, bil je, mi pošle pogodba takoj, sem rekel, wow, zdaj je to. Vidim, da je resna stvar, joj, zdaj kaj narediti. Grem do predsednika, predsednik, jaz imam ponudbo, če slučajno sprejmem, bi me vi pustili zastonj, mi je rekel, ni problema, komod. In smo imeli dober odnos s predsednikom. Je videl, ne, da že takrat, ko nisem igral, sem bil tiho in pač sem samo treniral in izkoriščal svoje prilike, ne. In potem je tale Koreja padla v vodo, ker v Aziji je tako, ne, trener je bil menjan in lih tisti moment, ko bi jaz mogel prist, je bil menjan in je pač, ko prije nov trener, prije vsi novi tujci igralci. In isto je tako na Tajskem. Isto. In prvi, ko imam Tajsko, sem rekel, joj, zdaj Tajska, ne vem, pa se veš, sem si mislil. Divja liga, iskreno sem si mislil. In pol, na koga se obrniti. In na srečo, takrat je bil bivši fizioterapeut, Matej Rapnik, ki je igral na Tajskem, sem ga vprašal, kaj zdaj narediti. Rekel, Ares, kaj delaš ploh tle, bejž. Sem rekel, okej, grem, kaj če ne zgubiti. In predsedniku rečem, da sem se načeloma vse zmenil, dobim pogodbo, vse. In oni, pač takrat, ne vem, lih se je spet nekaj menjalo, ne vem, je prišel celo nek nov direktor, ne vem, kako je, ne vem, iz mladinske šole je prišel nov direktor in kar nekaj smo bili mi spet na tapeti, ne vem, par igralcev, da smo prestari, da ne spadamo sem, da se bojiš, da grejo, da se kao proračun kao zmanjša. A jaz sem si mislil takrat, kakšen proračun, pa se nismo mi milijone njemu pobirali, vi ste mu milijone pobirali. In takrat sva bila z Ilketom, se mi zdaj sva isti čas šla, če se ne motim, on je šel pred mano. In predsednik prvo na začetku je bil, da grem, pol je kar nekrat se utrmil, ne greš, ker nima, Ilke je šel takrat, če greš ti, nimam štoperjev, je treba pripeljati 2 štoperja. Pol jaz sem rekel, ma dej no, če smo še zmeli, smo dali roke, sem podpisal pred pogodbo. In pa rekel, ajde, imaš prav. V Gorici je prišel prav lepo do mene, zadnja tekma je bila, je rekel, hvala ti za vse. In prav rekel, ti sam pač to tekmo odigraj do konca, naj ti ne bo vseeno, sem rekel, ne skrbte, ne bo. In zanimivo, zadnja tekma moja v dresu Olimpije, je bila proti Gorici v Gorici, ne. In pol takrat sem se zmenil, šel in prišel sem na Tajsko, Sreten mi je vse to zrihtal, res, še dan danes sva v dobrih odnosih, top. Moram pa priznati, na začetku mi je bilo težko, sem šel sam, pa je prišla punca, takrat zdaj je žena, je prišla, pustila službo, prišla k tja k meni in začetek je bil zres. Jaz sem iz -9 sem prišel na 35 stopinj. Vlaga. Sedaj že vlaga na Tajskem je velika prisotna, vročina. Vse je bilo. Mi je bilo res težko prve 2 tedna. Nisem mogel funkcionirati normalno, ne. In mi je rekel trener prvič, ko me je poklical, na sestanek, mi je rekel, ti si iz Evrope, iz Balkana, ne. Vi ste malo glasni, ne. Tle pazi, kako se boš obnašal, da ne boš kakšnih rok dvigoval, da se ne boš kaj drl na igralcev, ki te bojo takoj, te ne bojo marali in si na J, ne. In isto, ok, idi tak ti avtomatsko, ko igraš in treniraš ti avtomatsko, se veš, mi smo glasni,
hočeš pomagati, oni ne vejo, da ti s tem, kad ti njim daš navodila, kakšenkrat tudi kaj zatežiš, ajde jih dvigneš, da to je nekaj normalnega, to pri njih ni bilo. So rekli, kaj ta je prišel, ta se dere na nas cel trening, sem rekel, oh my god. In pa sem videl, veš, da moraš ti se lepo, da z njih pač počasi, sem se pole počasi, rabo en čas, en mes, sem se adaptiral lepo, sem malo tudi sprašal o tele tujce, kako oni, kaj. In pa so me sprejeli med sabo in pa sem pa tudi sem videl, ne, kako funkcionirajo, kako igrajo, mislim, kako živijo in vse. In dejansko mi je bilo tudi lažje, tudi zaradi tega sem jaz pole ostal 5 let, ne, ker sem sprejel njih in oni so mene sprejeli in potem je bilo samo veliko spoštovanja z moje strani in iz njihove strani. In tako da Tajska je bilo najboljša odločitev v mojem življenju. To moram reči. In mi je žal, da nisem še ostal. Kaj ti je bilo pa najtežji na Tajskem? Kaj je bilo najtežji, da se prilagodiš, kaj je kultura ali pri nogometu, način igre, razmišljanje igralcev ali pa ta mentaliteta ljudi? Najtežje mi je bilo itak definitivno tele vremenske razmere. Pač, ti si prišel, jaz sem prišel tja, sem bil navajen, tle smo me se veš, tle si bil toplo, mrzlo, tam je bilo toplo skozi, ampak je bilo tudi, so bile temperature res take hude, ne vem, 40 in ti moraš trenirati na takih. Tak, težko je, pa še plus vlaga. To je bilo prve 2-3 tedna, priznam. Potem, kako se adaptirati v tale, še sem prišel na, ker takrat se je igrala še, pred COVID-om se je igrala liga po koledarskem letu, od februarja do oktobra se mi zdi. Kako ti zdaj, da se boš adaptiral, padeš notro ekipo, da te bojo vsi igralci sprejeli. Veš, začetek je bil zelo težki. Jaz sem prišel, celo življenje sem igral v Sloveniji, pa sem prišel zdaj kar naenkrat v tujino. Veš, jaz sem bil za njih veliko ime, ne? Zdaj ti moraš biti lider, moraš držati ekipo gor po konci in cel cajt motivirati. To tako, na začetku mi je bilo to kar priznal težko, ma pol, ker sem jaz tole dojel, kako tole stvar funkcionira, pol pa mi je bilo, až zmeraj bojiš, ne? Ampak na Tajskem je tako, ne? Takrat, ko sem bil jaz, zdaj drugače so pravila. Si imel 3 tujce. Iz pač celega sveta si lahko prebival 3 tujce in zmeraj je bilo, mislim, ni bilo pravilo, zdaj odvisno od kluba, mi smo imeli taka pravila. Obrambni, vezni in špic. Obrambni si odgovoren za zadnjo linijo in za vratarja si odgovoren. Vezni pa za vezno linijo in špic si za špic. Ti izgubiš tekmo, pa tudi če ti nisi blizu gola, si ti kriv. Njim ni bilo problema, ti si mogel biti cel cajt na nivoju. Eno slabo tekmo si igral, je bilo takoj, si bil na piki, slabo igraš, ni tako zdaj. In njim ni bilo problema, ti da igraš 3 slabe tekme, hvala lepa, smo zaključili s tabo, greš. A jaz sem takrat podpisal, sem 2-letno pogodbo, in sem rekel, to si smo nagovorili, da jaz prijem zdaj na Tajsko, sem zamenil celo, šel z enega, pač na drug konc sveta in zdaj, da bo jaz nekaj, kak se delal tle, ne smem. Gremo step by step. In je bilo, začeli smo ful dobro, en cajt smo bili celo drugi. Mi smo imeli takrat, ker sem prišel v ta klub, predsednico. Predsednico? Tako, ja, predsednico, dama. To je malo drugače pola, ker razbivaje, ne? Tako, ampak je bila, veš, na Tajskem je ta hierarhija, kar se tiče starejši, ko si, veliko spoštovanja imaš. Tudi jaz sem prišel, takrat sem imel 29-30 let, so me spoštovali, ampak pa so videli, da, ko bi rekel, da nisem prišel sem jemati denarja, ampak da bi rad čim dlje ostal tle, ker mi je bilo pol na koncu še všeč, ne. In ona je prišla na trening, ko je ona prišla na trening, ona je imela svojo teraso, gor se usedla, lepo so ji prinesli kavico, ali pa, mislim, mrzlo kavico, ker go dol vročena všpil, ja, ne boš pil. Imela je svojo kapco, senčnik in samo ploskale. Samo ploskale. Ni vedela, zakaj se gre, samo ploskale. Kaj, to je bila neka premožna ali kaj? Ja, Tajka? na Tajskem je pa... Mislim, se tam je... Na Tajskem si bogalta, da si reven. To je edino, kar me je motilo. Je velika ta razlika, ne? Kontrast velik, zelo velik, ja. Ampak te lastniki klubov pa so... Se mi zdi, da Sky no, ko je že... Sky no limit? Tako varianta.
Je. Zelo, zelo, zelo bogata je bila. Pa ta azijska kultura in ta neustrežljivost, ampak ta spoštovanje. Tako, to je bilo, ljudje na Tajskem, wow, fenomenalno. Kaj pa narava? Narava, si šel kje okoli? Sem šel v, kam sva šla že z ženo enkrat, neke slapove pogled, kako se že kliče mesto ali provinca, Kančanaburi, tudi super. Sam jaz, se veš, jaz sem se rajš malo izogibal, ker nisem lih ljubitelj kač, ne, veš, na Tajskem so, jaz sem dejansko sem videl, zdaj mi novo že verjel, sem šla s igralcem na trening, kaj je bilo? Sva se pospeljala na avtocesto, gužva, prometni kaos, rekel, ne, zamobudila bova na trening, kaj zdaj? In se umikajo avti, sem rekel, zihar, pač prometne nesreče, tam motoristi dovjajo, zihar, rekel, a niš sem majster šel mimo, a ni bil piton 4 metre dolg povožen? Piton, stari moj. Povožen, veš, kakšen je bil, stari? Naš avto je 4 metre dolg, po mojem še. Jaz sem rekel, da ostavi. Jaz nisem mogel verjeti, stari. In to je nekaj normalnega na Tajskem. Kač, milijon povoženih. To so neke kače tam. Se veš, jejo tele ulične pse, mačke, podgane. Ne moreš verjeti, stari. Jaz, ki sem to videl, ja. Jaz nisem glih ljubitelj. Jaz tudi pravim. Pol, ko sem zvedel, da so kobre tam in vse, pa sem rekel, a veš, ne, narava rajš ne, rajš morje, rajš to je. Zdaj, mi da se počas bližamo, ne? Ampak, veš, prej sem te spraševal za trenerja. Ja. Zdaj sem prišla čez celo tvojo kariero, ne? Ki se še traja. Ja. Ampak, a bi lahko izpostavil tako enega igralca tekom svoje kariere, ki ti je bil pa res top, po tvojem mnenju? Mogoče, če bi izpostavil Zekota, ampak ne, mogoče, ki sva res dobra prijatelja. In žal mi je, tudi mogoče bi Dankota lahko izpostavil, in žal mi je, da ga nismo mi videli igrati, oziroma vi. Jaz sem ga videl trenirati in igrati, to mi je tudi žal. Ker je bil majster, ne? Ker je bil res, po mojem, če ne, takrat v tej Olimpiji, ki smo bili zdaj, v mojem dobi, po mojem, on je bil na številka 1, ne? Ampak škoda, njega mi je bilo res žal, ker ni imel nastopa za Olimpijo. Zdaj izpostavil sem enega igralca zaradi tega, ker zdaj ti bom dal tisto nalogo, da seš malo igral, oziroma jaz se bom malo s tabo igral, pa da vidimo skritega zmaja, boš odkrival. Ti nisi mogel še videti, ampak Elvis je v prvo. A res? V prvega ga je. Malo sicer sem mu malo skretno namignil, da je pol vedel, o kom govorim, ampak je v prvo. Tako da 5 namigov. A si ready? Ja, ajde. Nogomet je začel pri Iliriji in ni imel podpore staršev. Džerma. Ne. V sezoni 95-96 je dosegel 36 zadetkov za Olimpijo v vseh tekmovanjih, kar predtem in do sedaj ni uspelo še nikomor. V sezoni 95-96? Ja. Koga si mi ti povlekel? Pa je neki povezan s tabo, veš? Dajo ti da malo namiga. Veš, kaj ste stare generacije ne poznavaš? A ti njega poznaš? Zihar? Jaz 100%. 100% ga poznaš. Čimovič? Ne. Igral je še v Franciji, Švici, na Švedskem, v Grčiji, na Kitajskem. Je bil na Olimpiji igral tudi z mano? 95-96. Ne. Ne, v drugačno vlogo moraš. Zdaj ti prav malo namigant. V drugačni vlogi si z njem sodeloval. Ja, štekam. Ja. Ne, res se mi nasanja. Za reprezentanco ima 51 nastopov in 14 zadetkov. Huda poškodba v Atenah mu je pri 26 letih vzela 2 leti kariere. Ja. Sem vedel, da me bo opta požrl, sem prav vedel. Zdaj imam samo... Trener to je bil.
Šiljak? Ja. Jebote. Zato sem ti prvo, da je bilo v drugačni vlogi, si A sodeloval. tale z njim. Kitajska, zdaj Kitajsko, ki si mi rekel, vem, da on na koncu karijere bil na Kitajske, ne? Če se nam motim. Ja, on je bil pri koncu. Tako je. Zdaj, sej, zadnji, leta 2012 je pod njegovo trenersko taktirko za Olimpijo debitiral. Tako je. 2012. 2012. Oh my god. To pa je. Kje Šiljo, ta si mi dobovan, stari. A nisem, se ti pravim, lej, Instagram. Opta je, se sem opta, A boš pisal? opta je prav za naš to štimo neki, dobro, dobro. Dobro. Pogrnil sem, kaj naj ti rečem? Pa nisem, lej, zaenkrat, čaki, mislim, da je Knaus je po petmu. On je rabo 5. Ja, nisem gledal, moram gledati, nisem gledal. Čas bo zaključila, ampak tvoj predhodnik je pa zate dal vprašanje, na kjer ga boš mogel ti odgovoriti. Vprašanje za naslednjega gosta podcasta. Kaj je po tvojem mnenju tisto, kar manjka trenutni Olimpiji za dosego boljših rezultatov? Ja, nač, jaz bom iskren. Kvaliteta. Jaz mislim kvaliteta. Ja? Se mi zdi, da je. Se mi zdi, da je bila Olimpija prejšnjo, pa predprejšnjo sezono kvalitetnejša kot letos, se mi zdi meni. S tem pa tudi, da tle moramo vedeti, da tudi so poškodbe, kar je velika posledica, ne? Tudi se pozna na igriščih in po mojem tudi, ne vem zdaj, mogoče moje mnenje, pomankanje, bom rekel, da ni bila konkurenca. Se mi zdi, ni lih bilo 20 enakovrednih igralcev, tako bom rekel. No. Jaz mislim kvaliteta, no, vem, no. Meni se mi zdi tisto sezono, ko ste bili vi, ko so bili tele, kako so že, si imel Ratnika, si imel Elšnika, si imel, koga si imel še? Raul. Raul, to je, pač jaz mislim, da je velika razlika. Ja, jaz vidim tudi tako, da je psihološki moment. Mislim, da je tako, veš, stvari so se tako odvile na najslabši, tako res na najslabši, kar se je lahko odvil. Se pravi, da se je res zgodil same, ne vem, da je bilo tudi veliko smole. No? Ja, sej, a veš, kako pravijo, ne? Ko ti enkrat gre vse, kad ti enkrat gre vse narobe, ti bo šlo do konca. In pole, se veš. Kaj ima hudič mlade, ne? Tako, evo, viš, vi ste imeli zdaj letos, po mojem, probleme posod. Videli so te tudi na golu, ne? Ni bilo videti, če se ne motim, nekako časa. Ja, to je pol sezone, ne? In on je lider, ne? Špic, veš, vi ste lansko imeli tega Raula, on se dejansko sprehajal skozi igralce, ne? In se vidi, ne? Težko je nadomestiti take igralce, ne? Pa si imel, ne vem, ta malega Ratnika, ki je bil nek lider ekipe. In je, jaz mislim, da je velika razlika tudi v kvaliteti, ne? In upam, da Vse se bo. vse, ne, se bo. Veš, kako se reče, zdaj se gre po zalet, zato da se gre Ja, spet ma nazaj sej, gor. jaz ti pravim, jaz sem šel skozi take stvari milijonkrat, tako da smo bili top in kar naenkrat smo bili down in pa je bila spet skozi celo sezono, gor smo se mogli dvigati in evo ga. Sej, nekaj se naučiš tega, ne? Tako da se veš, moraš. Za konc, a imaš mogoče še kakšno stvar, ki bi jo rad dodal? Da so kaj pozabila? To vsaj ga vprašam. Pač jaz upam, da nisem bil predolg, da sem povedal. Rezal te bomo. Kaj si rekel? Rezal te bomo. Da nisem, pač, da sem povedal bistvo, kar ste me vprašal. Pač, hvala, ker si me povabil prvo. Ja. Ja, veš, da z veseljem. Prvo sem bil, priznal, malo skeptičen, sem rekel, kje je mene dolgo, jaz tole zdaj. Sem se umaknil malo, veš, jaz sem se lepo dal na stran, nisem jaz nek, se veš. Zdaj so že zadnji 3 ste taki, veš, da tako potih in Toni, in Džafo, in ti, da tako. Ne, da je tako malo bolj umereno. Nisem niti jaz nikoli bil rad v centru pozornosti, jaz sem malo kako veš. Človek iz ozadja. Ampak da je meni,
Da sem se jaz dobro počutil, ne. To je. Ni, da se nekaj izpostavljam, pa ne nikoli. Nisem jaz tak tip. Se pravi, navijači Olimpije te pa lahko povabijo na kakšen deci vina v Tolminu, a ne? Pa da ko gre občudovati naravo tja. Z veseljem. Hvala, ko si prišel. Hvala.